dovolite, da imamo zadnjo okroglo mizo, ne bo okrogla miza, ampak bo vsak povedal in sicer prosim gospoda Čadeža in potem bi prosila Franka Nemaca, pa še, če smem, torej gospod Čadež, lepo prosim, če se vsedete, Franko Nemac, lepo prosim, in gospod Zoran Prodan ali Prodan? Prodan. Ja, gospod Zoran Prodan, da vas ne bom prodala. Lepo prosim, prehajamo na nivo lokalne in nacionalne oblasti in dovolite, da ima prednost lokalna oblast, potem pa preidemo na naše drage in spoštovane predstavnike resornih ministrstev. Tak bi bil vrstni red, se strinjate, ne da? Ampak na koncu pa bomo imeli še gospoda magistra Saša Šantla kot povzetek in kot njihov prispevek na temo izdelave informacijske karte hidroenergetskega potenciala. Njegova naloga pa je, da še do konca pozorno prisluhne, potem bo pa v svoji predstavitvi dodal še tisto, ko bo slišal, da bi bilo fajn obelodaniti. Tako, lepo prosim cenjenega župana občine Sevnica, gospoda Srečka Ocvirka. In še to moram reči, da je gospod župan naredil name osebno izjemen vtis. Takoj, ko smo poslali vsem županom, je bil eden in edini, ki je odgovoril. Takoj in komunikacija je izvrstno tekla. Kajti velik manko Slovenije je v tem nasplošno, te kulture komuniciranja. Je enostavno ni, se vsi zatajimo, jaz tudi, ampak da ne vem koliko krat pošlješ, pa živi ob reki, živi ob vodotoku, pa niti besedice, to pa se mi zdi malo narobe, res, ampak vse bomo se že drug od drugega naučili, pa bo šlo. Lepo prosim, gospod župan. V občini Sevnica, ki je, verjetno vsi dobro poznate, ki je v Posavju, imamo 4 vplivna območja hidroelektrarn. Ali so to velike ali so male hidroelektrarne, to precenite. Te hidroelektrarne proizvajajo 1% slovenske energije, vsaka kakšen delež to pomeni, tako da ta ocena je potem precej relativna. Gre za drug prostorski vsebinski problem. Spodnja Sava od Zidanega mosta dol vodno združuje in pobira vodo večine Slovenije, tudi večine urbaniziranega dela in je en zelo hudourniški odvodnik v Posavju in to daje precejšnje omejitve v prostoru in precejšnje probleme. Na tem spodnjem delu Save nekako 4 občine smo vključene v spodnje Posavje, Radeče, Sevnica, Krško in Brežice in vsi skupaj se ukvarjamo z umeščanjem hidroelektrarn v prostor, hkrati pa tudi z umeščanjem ostalih objektov ob hidroelektrarnah kot nek sekundarni učinek te gradnje, ki pa bo mogoče nekoliko pomembnejši tudi v prihodnosti. Samo občino Sevnica definirajo 2 reki, večji Sava in njen pritok Mirna in tudi zelo veliko področje, hribovito področje, življenje teče na nadmorski višini od 160 do 720 metrov in praktično v naši občini ni ravnine, zgolj gričevnat in hribovit svet. Sama poselitev v občini, pa če pogledamo
to karto vidimo, da je skoncentrirana ob reki Savi in ob reki Mirni, predvsem pa ob reki Savi, in to pomeni, da pri umeščanju elektrarn v prostor pride do resnega, zelo resnega konflikta razpolaganja s tem prostorom, kajti v tem prostoru tečejo tudi vse prometne žile, kot so cesta, železnica in ostalo, in je zelo gosta poselitev. No, sama občina je zelo velika, 272 kvadratnih kilometrov, to je 13 po površini v Sloveniji, 18 tisoč prebivalcev in deljena na 10 krajevnih skupnosti. Kar 5 krajevnih skupnosti meji na reko Savo, tako da tudi to večina tega življenja poteka na tem. No, sami gostoti poselitve sem že spregovoril, kar bomo potem naprej tudi videli. Možnost za razvoj družbene infrastrukture, zopet smo v dolini reke Save, zopet smo v konfliktnem območju in na območju tisoč interesov in tisoč tudi možnosti. Same hidroelektrarne na spodnji Savi, reka Sava izgleda lepo, predvsem kadar je lepo vreme, ne zato, ker je toliko lepša, ker je čista, ampak tudi zato, ker so takrat pretoki, ki niso hudourniški. Kadar pa imate hudourniško oziroma intenzivne deževje v severno-zahodnem delu, pa je reka Sava pri nas bistveno drugačna, kar si bomo potem tudi pogledali. Hidroelektrarne na spodnji Savi, te hidroelektrarne niso od včeraj, niso iz prejšnjega stoletja, ampak so skoraj, da lahko rečem, iz predprejšnjega stoletja. Prve načrte za hidroelektrarne na spodnji Savi, kar imamo opisano v knjigi Ukročena lepotica, so se delali vzporedno z načrti za hidroelektrarne na Dravi. Vzporedno, in takrat so bile že te ideje. Potem jih je delala stara Jugoslavija, in v Sloveniji pa so se ti načrti realizirali skozi vse obdobje, oziroma se še realizirajo in ne vemo, kdaj bojo realizirani. Govorim o spodnji Savi, srednja Sava je zgodba naprej. No, potek gradnje hidroelektrarne Vrhovo in hidroelektrarne Boštanj, da pa smo skozi proces gradnje hidroelektrarn prišli čim bolj hitro, čeprav vidimo, kakšni so podatki, je bilo potrebno kar nekaj ukrepov sprejeti. Stanje oziroma stališče marsikoga je, da je bilo v občini, pa tudi v Posavju, lažje gradnjo hidroelektrarn na spodnji Savi zavreti, kot pa jih pospešiti oziroma sprejeti v prostor. In bistveno lažje bi bilo elektrarne odmakniti od izgradnje, kot pa jih res umestiti. Zato je bilo potrebno na ravni občine kot regije v sodelovanju z državo sprejeti kar nekaj ukrepov. Prvo je bilo organizacija nekih aktivnih odborov, ki so spremljali izgradnjo oziroma pripravo dokumentov tako na regijski ravni kot na občinski ravni. Odbor za hidroelektrarne na spodnji Savi je ustanovil svet regije Posavja, takrat svet regije v ustanavljanju, in je skrbel za verigo kot celoto. Občinske komisije takrat v Sevnici pa je skrbela za umeščanje hidroelektrarne v sami Sevnici. Strokovne službe občine in ostalih so nudile strokovni suport, pomembno je bilo pa aktivno vključevanje javnosti. Zakaj ves ta pristop, ki je bil potreben? Prvi načrti snomeno so se risali že vzporedno zdravo in potem naslednji načrti v 50 letih prejšnjega stoletja. Prostor ob Savi je bil rezerviran za izgradnjo hidroelektrarn na spodnji Savi. Prostorska blokada, ki je trajala praktično 50 let, je pustila na razvoju kraja izredno velike posledice. Ko je bil pripravljen program priprave državnega lokacijskega načrta za hidroelektrarno, je v občini Sevnica
proces tekel izredno hitro. Lahko rečem, da občinski svet kot glavni v občini ni zamudil nobenega roka za podajanje smernic, mnenj in ostalih dokumentov. Tudi to je relativno pospešilo sprejemanje dokumentov in potem tudi samo izgradnjo. No, javne razgrnitve v letu 2004 in seznanjanje javnosti, vendar v državni prostorski načrt je bil sprejet šele v letu 2006. Problem oziroma primanjkljaj tega prostorskega načrta je bil, da je zelo omejeno obsegal tiste dele, ki so pod vplivnim območjem. Marsikater del območja, ki je še na meji vplivnega območja, je bil izločen. Zato je občina Sevnica zahtevala in terjala dodatne sklepe vlade za ureditve tiste infrastrukture, ki je na meji vpliva te izgradnje. Tukaj gre predvsem za investicije v ureditev vodne, državne in lokalne infrastrukture in v teh sklepih so zajeti rekonstrukcije tistih cest, ki so neposredno ob sami reki, potem premostitev reke Save pri kraju Log, ki je nekako bil predmet debate celo obdobje čakanja na hidroelektrarne, vendar v samem državnem prostorskem načrtu ni bil zajet, dodatne ureditve 11 vodotokov. Same ureditve v okviru državnega prostorskega načrta so se zaključile zelo blizu same reke. In nujno potrebno je, da se vodotoki višje urejajo zaradi poplavne ogroženosti. In 3 vodotoki so še danes neurejeni na tistem odseku, ki svojo poplavnostjo ogrožajo urban del, urbaniziran del Sevnice, Lončarjevega dola in Blance. In predvsem ti 3 vodotoki oziroma njihova neurejenost je izreden problem. Tako ker se je pri gradnji hidroelektrarn rešila poplavna problematika mesta Sevnice zaradi poplav Save, ni pa urejena poplavna problematika teh 3 krajev. Sama Sava je izredno močen, edini odvodnik centralnega dela Slovenije. In v poletnih mesecih pride do eutrofikacije v reki, do pojava cvetenja in zato so bili v tem okviru tudi sprejeti programi za manjše čistilne naprave v naseljih ob sami reki, kjer se je pač odpadne vode se niso čistile na primeren način. No, pogled na Sevnico in Boštanj v letu 2002. Struga reke Save je bila pretirano zaraščena, za obiskovalca oziroma za občana nedostopna. Ta naravni tok reke oziroma je tekel svojo pot in ta premajhen prečni profil reke Save je ob vsaki večji neurju oziroma poplavah omogočal oziroma terjal to, da se je Sava razlila tako v mesto Sevnica kot tudi proti Boštanju. V letu 2006 vidimo gradnjo nasipov in ureditev v sami strugi. Takrat struga oziroma te kamnite zložbe še niso bile zaraščene, renaturirane in spodnji del vidimo, da je še zelo, zelo zaraščen in to je bil precej kritičen čas za poplave, tako da smo jih v letu 2007 tudi doživeli zadnje poplave v mestu Sevnica in na gradbišču hidroelektrarne Blanca. Potek hidroelektrarn tako Boštanj kot Blanca, moram reči, da gre za izredno zahtevno in stresno obdobje. Gradbišče, ki je dolgo 8 km po vsaki strani struge, zahteva izredno velike transporte in izredno veliko obremenitev lokalnega prebivalstva zaradi teh transportov. Tudi
gradbišče ob hidroelektrarnah v času gradnje približno 2 leti je izredno obremenitev zaradi uničene narave in življenja ob sami reki in ta pristop k organiziranju gradbišč je nujno, da je izredno dobro organiziran, predvsem tam, kjer gradnja poseže v samo mesto. Hidroelektrarna Blanca je posegla v mesto Sevnica in lahko rečem, da je prebivalstvo precej strpno prenašalo to gradnjo. Ti 2 leti, ko je bila gradnja najbolj intenzivna in da je pri tej gradnji pričakovalo te učinke, predvsem pa poplavno varnost, pred poplavami pa, kjer se je frekvenca poplav dvigovala, smo bili praktično poplavljeni v Sevnici že vsakih 5 do 10 let na tem delu. No, en lep pogled, kako Sava preseka to dolino in kakšna gneča je v dolini s komunikacijami. Po vsaki strani reke Save cesta, po levem bregu tudi železnica in na sredini Sava. No, usporedno z gradnjo te hidroelektrarn je potrebno urediti in obnoviti državno infrastrukturo. Kot državni projekt prihaja do usklajevanj večjih projektov in čakanj, predvsem pri obnovah in ureditvah cest na osnovni projekt, to je hidroelektrarna. Teh primerov je bilo kar nekaj, da se ceste v območju Sevnice ob Savi niso rekonstruirale, niso obnavljale in se je čakalo tega velikega projekta. In nujno je, da se po takem velikem projektu tudi tiste infrastrukturne ureditve uredijo, cestne ureditve in da nekako območje doseže standard, ki mu je bilo prej odtegnjeno zaradi čakanja na tak projekt. No, nepomembna tudi ni vodna infrastruktura za primerno urejenost rek, potokov, se išče s vodno infrastrukturo in s to vodno infrastrukturo mislim, da se je tudi doseglo precejšno urejenost, predvsem pa, ko se bo uredilo še te 3 potoke v samih poselitvenih jedrih. No, nekaj tudi dodatne ostale infrastrukture v korist lokalnemu prebivalstvu. Verjetno je to potrebno, da se tudi to zgodi. Sama gradnja izredno zahtevna. No, pri tej gradnji moramo poudariti, da je tudi za lokalno prebivalstvo pomembno, da se je v objekte vlagalo domače znanje in domači materijali. Ocena je, da je preko 90% vsega v tej jezovni zgradbi hidroelektrarne Blanca domačih, vendar ali bo še naprej tako, je drugo vprašanje, ker teh podjetij ni več, hkrati pa tudi zakonodaja javnega naročanja včasih omejuje pretirano. Reference za izgradnje hidroelektrarn na nek način padajo s stečajem teh podjetij, ampak veliko je pa podjetij, ki so sodelovala pri tej izgradnji in verjetno pridobila znanje, da tudi nadaljujejo pri izgradnji svoj posel, če ravno niso bili glavni izvajalci na hidroelektrarnah Boštanj in Blanca. Državna infrastruktura, ki se je vzporedno gradila. No, gospod Cajko je rekel, da je korist za lokalno skupnost, če je cevovod potekal po cesti in da je dobila lokalna skupnost novo cesto. Ravno tako je kar nekaj obstoječe državne infrastrukture bi bilo poplavljeno in se je bilo potrebno izgraditi na novo. Gre za stanje, ko je potrebno izboljšati to državno infrastrukturo. Mi smo tega veseli, da je stanje boljše, vendar je nujno to potrebno zaradi same gradnje hidroelektrarn.
Gradnja, kot sem rekel, zelo stresna, zelo problematična. Vodna infrastruktura, ureditev izlivnih odsekov vodotokov, te ureditve so bile zelo omejene na območje tik ob Savi. In prodni zadrževalniki so se ponekod nameščali tako, da varujejo akumulacijski bazen hidroelektrarne, nekateri bi se lahko z nekolikšno premestitvijo umestili tudi tako, da bi varovali tudi poselitev ob teh potokih in bi imeli dva učinka. Sekundarni učinek bi bil mogoče vrednejši kot primarni, ampak tega usklajevanja nekako včasih ni bilo možno. Stres oziroma obremenitve pri gradnji v samem mestnem jedru in verjemite mi, da ta ulica ne bi bila taka, če rezervacija prostora ne bi 50 let bila razglašena na tem območju in da bi že občina, mesto to območje posodobila in ga razvila. No, neizvedene ureditve v sklopu izgradnje hidroelektrarne Blanca. Hidroelektrarna Blanca redno obratuje, vendar ne moramo biti kot lokalna skupnost zadovoljni z vsemi ureditvami oziroma vsem, kar je narejeno, predvsem pa s tistim, kar ni narejeno, ne moremo biti zadovoljni. In v teh ureditvah bi že v fazi sprejemanja državnega prostorskega načrta bi bilo lažje v prostor umestiti most na Logu. Gre za državno železnico Zagreb-Ziden most oziroma Ljubljana-Zagreb, ki bo v teh dneh praznovala 150-letnico in ima zelo veliko nivojskih prehodov. Občina Sevnica kot taka ima v svoji infrastrukturi 33 nivojskih prehodov cesta železnica. Samo na tej glavni železniški progi mislim, da je 9 nivojskih prehodov cesta železnica in tudi ti nivojski prehodi so bili eden od tistih elementov, ki se niso realizirali v preteklosti in so čakali izgradnjo hidroelektrarn na spodnji Savi. In zaradi tega tudi pričakujemo, da se v sklopu te izgradnje razrešijo tudi ti nivojski prehodi. No, še en nivojski prehod brez zavarovanja, ki ga želimo rešiti. No, to je pa cesta, ki ostane po izgradnji hidroelektrarn. To je eno nivojsko križanje, ki je bilo uporabljeno pri gradnji hidroelektrarn in tale odsek, to križišče je znotraj državnega prostorskega načrta in taka cesta nam je ostala po izgradnji hidroelektrarn, to je slikano v tem mesecu in to so tiste poškodbe, za katere koncesionar trdi, da so nastale zaradi rednega prometa. Direkcija za ceste, ki je upravljavec in občina, ki lokalno prebivalstvo uporablja, pa trdimo, da je ta poškodba tudi in predvsem zaradi gradnje hidroelektrarn, zaradi premikov teh vseh silnih zemeljskih mas in tudi zaradi tega, ker je namenoma bila cesta puščena in ne obnavljana zaradi gradnje hidroelektrarn in z obrazložitvijo, da se bo rekonstrukcija in obnova vršila po izgradnji teh hidroelektrarn. Pričakujem, da bodo koncesionarji to zadevo v kratkem in čim prej razrešili. No, pomanjkljivosti in neurejenosti, nedokončanosti je kar nekaj. Ob tej izgradnji neurejen plovni režim na reki Savi, rekreativna plovba zagotovo je ena od možnosti, jadranje, veslanje in nemotorno plovbo, ki jo urejuje občina, s svojim odlokom smo jo uredili. Motorno plovbo pa urejuje država z odlokom vlade, z uredbo vlade pa ni še urejena. Prekinjene vzdrževalne poti ob akumulacijskih bazenih. Ob akumulacijskih bazenih so nastale neke večnamenske poti, ki so uporabne tako za šport, rekreacijo, vzdrževanje,
ribolov, dostop do reke in te poti so ponekod prekinjene. Ravno tam, kjer so najbolj nevarne, kjer nekako je blizu skupaj cesta, državna cesta G1 in pa reka. Ozko vplivno območje hidroelektrarn, poplavna ogroženost na območju pritokov Sevničine, in to je v delu Sevnice v Šmarju, Vranskega potoka v Lončarjevem dolu in Blanščice na Blanci. Na 3 urbaniziranih delih ob hidroelektrarni nimamo rešene poplavne varnosti. Relativno slabo vzdrževanje brežin, retenzijskih površin, zasaditev, rastlinja, grmovja. Pri samih zasaditvah se čaka oziroma finalnih ureditvah se čaka zelo dolgo in tako, da jim damo možnost, da se na tem delu razširijo zelo invazivne vrste, ambrozija, japonski dresnik, pa tudi različne ostale vrste, kot so akacija, ki ne sodijo ob samo reko v takem obsegu, kot so. No, da ne bomo samo o negativnem, zelo veliko je pozitivnega. Proizvodnja električne energije iz obnovljivih virov, temu tudi lahko rečemo, da je to proizvodnja iz sonca, ne? Tudi ta električna energija je primernega cenovnega okvira, tako kot je rekel gospod Sajko, če je povprečna vrednost energije iz nuklearne elektrarne približno 30 evrov za megavat, je potem iz hidroelektrarne na spodnji Savi približno 40 evrov za megavat, je iz Šoštanja 65 evrov za megavat in iz sončnih elektrarn 270 evrov za megavat. In potem vidimo, iz katerih virov potem pokrivamo subvencije, da se zgodi lahko ta povprečna cena na naših gospodinjskih. Izgrajena državna infrastruktura, posodobljena v večjem delu, razen tistem, kjer sem ga prej pokazal. Tudi most na jezovni zgradbi na Blanci je velika pridobitev, vendar pri tem mostu moramo opozoriti, da je bil ta most na jezovni zgradbi zgrajen in spuščen v gradbiščni promet vsaj 1 leto prepozno. Ta most je imel naravo gradbiščnega mostu in če bi bil aktiviran v gradbiščni most 1 leto prej, bi poselitveno jedro Sevnica bistveno manj bilo obremenjeno samo gradnjo, ker bi gradbiščni promet tekel drugače. Poplavna varnost v mestu Sevnica in v Boštanju izredno velika pridobitev. Škod je bilo v več kot 20 letih, približno od leta 90, nekako preko 20 milijonov evrov, če računamo škode po poplavi v občini Sevnica. Toliko je bilo škod iz naslova različnih poplav in neurij in to opravičuje tudi marsikatero investicijo v poplavno varnost strani državnega proračuna. No, ob sami reki, na teh rekultiviranih in renaturiranih površinah so nastala območja, ki so namenjena za rekreacijo in ostale dejavnosti v mestu, ker je praktično mesto in reka sta povezana skupaj. Ribiško tekmovanje, ribiči so tisti, ki so reko vzeli za svojo, tudi po izgradnji hidroelektrarn. V letošnjem letu je bilo na Savi svetovno prvenstvo mladih ribičev, čez 2 leti se najavlja novo člansko svetovno prvenstvo. To pomeni, da je ribi živelj v sami reki nekako se uravnotežil in da je prišel na svoj biološki optimum. Boljša izraba kmetijskih površin. Ob sami izgradnji smo na nekaterih poljih izvedli komasacijo in možnost namakanja kmetijskih površin. Večfunkcionalna raba akumulacijskih bazenov. Lahko je ta raba akumulacijskih bazenov celo pomembnejša za ostale rabe, za namakanje. V okviru občine Sevnica deluje
eno zelo veliko kmetijsko podjetje, Sadjarstvo Blanca, ki že pridobiva vsa soglasja, da bo iz Save uporabljalo vodo za namakanje teh kmetijskih površin. Sama količina vode za namakanje pa je zagotovljena v koncesijski pogodbi, tako da lahko lokalni pridelovalci hrane to vodo uporabljajo za namakanje. Tudi za nekako boljše stanje ribjega življa je na Blanci že poskrbljeno z ribjo stezo, na Boštanju ne oziroma še ne. Ostala infrastruktura, tista infrastruktura, ki je bila poškodovana oziroma tangirana ob sami izgradnji, je izgrajena na novo. To pomeni, da je na nek način tudi obnovljena in takih obnov je bilo v samem mestu kar nekaj. No, vidimo, da voda oziroma akumulacija hidroelektrarn jezero, če temu tako rečem, privlači ljudi in pred samo izgradnjo hidroelektrarn je malo kdo pomislil, da odide se rekreirati oziroma preživljati svoj prosti čas ob Savo. Danes je temu povsem drugače in se ljudje ob sami Savi zelo prijetno počutijo. No, takole izgleda danes po izgradnji, izgledajo te brežine. Kot lokalna skupnost še pogrešamo nekaj dreves, ki bodo čez leta zrastla, vendar gradbišče samo je pa že ozelenjeno, vendar ta čas, temu času od pričetka gradnje do ozelenitve je potrebno posvetiti veliko pozornosti, tako da gradbišče poskušamo čim hitreje zapreti. Ostala infrastruktura, no to je popolnoma na novo zgrajen most, ki se še nekako ni dobil nobene patine na sebe, niso ga še zeli in ostalo preraslo, tako da bi se naturiral, ampak vidimo, da se da to umestiti. No, sedaj bi pa želel še pokazati en kratki film, kako to poteka, pa bi ga, ker ni za ozadje glasbe, za ozadje pa bi ga sam pokomentiral nekoliko. No, vidimo v času izgradnje odprta gradbišča, tudi pogled iz zraka nekako najbolj opredeli ta prostor. Hidroelektrarna Blanca, akumulacijsko jezero je že polno na tej sliki. Leta 90 najhujše poplave, 100-letne vode oziroma presežena količina 100-letnih voda, poplavljena poslovna cona v Boštanju. Vidimo, da je izredno veliko razlivno območje in to v urbanem delu. No, ta del v letu 2010 bi bil na tak način enako poplavljen, vendar ni bil zaradi izgradnje visokovodnih nasipov. 98, zopet poplave, zopet v Sevnici poplavljen velik del, tudi Mirna zelo pogostoma poplavlja. Na Blanci leta 98 te hiše ni več, čeprav bi bila lahko, ker je to visokovodni nasip zavaroval. 2005 neurje, ki je razdrlo pol Šmarja, če tako rečemo, in na tem delu Sevnična kot pritok Save še vedno ni zaščitena. Sama gradnja jezovne zgradbe ni tako obremenjujoča za okolje kot gradnja nasipov in ostalih visokovodnih zaščit za protipoplavno varnost in akumulacijski bazen. Leta 2007 v fazi izgradnje še zadnja poplava, ki je resno prizadela naše območje. Če bi bil ton zraven, bi slišali, kaj pomeni velika Sava. No, to območje je zavarovano pred poplavami, sedaj po izgradnji. Še podatek, v letu 2012 ob suši je pretok Save padal bistveno pod 50 kubičnih metrov na sekundo, 100-letna voda pa je dvignjena na 3600 kubikov na sekundo.
da razumete, kakšen je razpon pretoka v sami reki Savi. Visoke vode 2010, takrat jaz rečem, da je to območje oziroma gradnja hidroelektrarn doživela tehnični prevzem v praksi. Kar nekaj ureditev brežin je popustilo, vendar ne v taki meri, da bi prišlo do poplave. No, zadaj hiše so nižje, kot je gladina vode. To pa imamo reko Savo, ki odnaša nezadosti utrjene brežine. To je ob samem mestu, ob podjetju Stilles, visoki pretoki vode. No, sam potek izgradnje pa. Gradnja jezovne zgradbe hidroelektrarne Blanca. Sredi kmetijskih površin, ki so bile precej zasedene, spremenjene, tudi kar nekaj izgubljene. Preusmeritev reke na novo jezovno zgradbo. No, to je struga pred pričetkom gradbenih del. Vidimo zarast struge. Struga je ožja, kot je sedaj, in bistveno bolj zaraščena. Razširjena struga, razširitve potekajo. V času izgradnje se je Sava v tej razširjeni strugi izgubila kot en potoček v to strugo. Območje ob Sevnici in Logu, to je območje, kjer bi potekal most na Logu, ki poveže Log in stari del Sevnice. Zaščita državne ceste in železnice, predvsem železnice, s pilotno steno. No, to je pa samo mesto, ki se je ščitilo z temi ureditvami. To še ni akumulacijski bazen, ki je popolnoma poln. No, na tej strani, tukaj pa je že v visokovodnem nasipu pripravljeno odzemno mesto za vodo za namakanje. Vidi se iz zraka ribja steza. Na desni strani reke ribja steza, na levi strani reke pa odzemno mesto za namakanje. Trga brežine, ki niso zadosti utrjene. Ta brežina je bila v letu 2010 zelo grobo odnešena. To je v času še izgradnje, ampak videli smo, da z veliko reko ni šale. Dolvodno od hidroelektrarne Blanca pa imamo še poplavljeno vse tisto, kar ni bilo varovano. To je še del Blance poplavljen zaradi teh hitrih odtokov. No, in kmetijske površine, ki se sicer ne varujejo proti poplavam, so tukaj zelo, zelo poplavljene. Problem na teh kmetijskih površinah pa je bil ne zato, ker so bile poplavljene, ampak zato, ker je reka odložila, Sava odložila ogromne količine naplavin na te kmetijske površine. Nemogoče velike količine naplavin, drv in ostalega nam je tukaj pustila in predvsem to je resna težava.
na tem območju. Takole, zdaj, kaj bi za zaključek rekel, zelo naporen je proces izgradnje hidroelektrarne v nekem območju, potrebuje izredno angažiranje številnih akterjev in velikokrat mora lokalna skupnost igrati vlogo nekega mediatorja v prostoru. Ali je lažje živeti brez hidroelektrarne ali lažje zagotovo je lažje z hidroelektrarnami živeti. Bistveno lažje, kajti teh učinkov pozitivnih je izredno veliko. In tisti negativni učinki, mislim, da se dajo z ukrepi, ki so dosti sonaravni, zmanjšati na minimum. Hidroelektrarne na spodnji Savi so predvsem nujne tudi zaradi zaščite, poplavne zaščite. Ta del je tako pomemben, da tudi sama proizvodnja elektrike izgubi veliko teže, če upoštevamo to poplavno zaščito. V letu 2010 smo imeli škodo v Krškem preko 3 milijone evrov. V letih pred zaščito same Sevnice proti poplavami smo imeli primerljive škode v Sevnici in v Krškem po ocenah komisij. Iz tega izhajam, da je res ta protipoplavna zaščita ena od glavnih zaščit. Sam prostor pa po izgradnji v nekaj letih ali pa desetletju lahko pridobi popolnoma naravno okolje in naravni videz. Najzahtevnejši pa je sam čas izgradnje teh hidroelektrarn, da se izgradijo. Pa verjetno tudi čas čakanja na te hidroelektrarne, kajti čas čakanja, da pride projekt v prostor, je bil ravno tako destruktiven za območje in kar nekaj industrije je iz območja Sevnice zaradi rezervacije prostora in poplavne ogroženosti odšlo, tako da ima hidroelektrarna veliko pozitivnih učinkov, ki zagotovo presežejo negativne učinke umeščanja teh objektov v prostor. Hvala. To je bil pogled Beko z druge strani nekoga, ki z reko živi. Mislim, da je bil zaključek, ki ga je gospod župan podal, govori sam zase. Ne bi imel tle nič za dodati in bi prosil naslednjega govornika, ki je gospod Karel Vukovič, predsednik odbora za razvoj energetike v Zasavju, za krajšo predstavitev. Prvo bi rekel to, da področje Srednje Save pokriva 5 občin. To so občine Laško, Hrastnik, Trbovlje, Zagorje in Litija. Celotno področje pa jasno obsega še potem Ljubljano do Medvod. Jaz bom na osnovi tega, kar sem danes slišal tu, veliko povezanega z kako se treba tega lotiti, na konkretnem primeru priprav na gradnjo hidroelektrarn na Srednji Savi povedati, kaj se narobe dela v tej državi in zakaj se toliko časa ne premakne nobena zadeva na Srednji Savi. Glejte, to je bilo že rečeno, 25% obnovljive vire v tej končni porabi in to se naj bi pokrilo do leta 2020 tudi z hidroelektrarnami vsemi na spodnji Savi in pa 2 hidroelektrarne na Srednji Savi, to je Suhadol in pa Trbovlje. Tudi v strategiji razvoja Slovenije smo jasno zapisali, da je reka Sava namenjena za pridobivanje električne energije na osnovi tega vodnega potencijala. Mi smo imeli široko razpravo okrog nacionalnega energetskega programa, takrat so bile narejene tudi te okoljske presoje
ki so dale zeleno luč za 6 hidroelektrarn na tem področju, to je od Suhadola, Trbovlje-Renk in pa 3 na področju Litije. Pod vprašaj so pa dale 3 hidroelektrarne okrog Ljubljane, povezano z Sulcem in pa jasno, tu je področje Nature in je treba to v nadaljnih postopkih, tudi pri postopku uveljavljanja javnega interesa, dobiti odgovor, ali gremo v te hidroelektrarne, ne gremo. Kakšno je danes stanje? Župan iz Sevnice lepo povedal, kaj se dogaja na spodnji Savi. Na srednji Savi je treba takoj povedati, recimo, da zadeve praktično stojijo, ampak je problem na ministrstvu. Na ministrstvu se ne morejo opredeliti okrog tega, govorim o Ministrstvu za okolje in prostor, govorim o službah, ki so tu znotraj, kot je Direktorat za okolje, kot je Zavod za varstvo narave, kot so mogoče tudi druge institucije, si vedno bolj podajajo ali bo 9, ali bo 7, ali bo 5 hidroelektrarne. Zdaj na koncu sem slišal danes en termin, da se naj bi 24. ta mesec podpisala koncesijska pogodba, to se ne bo zgodilo, ker je zadeva čist na začetku z tega vidika, da je treba za ta srednji del reke Save narediti najprej celovito presojo okolja in potem bo šele dana odločitev o številu hidroelektrarn. To pa spet pomeni nekaj let prestavljanja začetka gradnje teh hidroelektrarn. Recimo, če sem zdaj malo bolj konkreten, je treba reči, da tam vsakih 5-6 let po Savi navzdol steče denar za eno novo hidroelektrarno. Da recimo na primeru teh 3 hidroelektrarn Suhadol, Trbovlje, Renke se lepo pokaže, kakšen neodgovoren odnos ima država in pa institucije te države do vseh tistih pozitivnih zadev, ki so bile danes rečene, da jih tu ne ponavljam, ki govorijo o nekem investicijskem zakonu, o neki šansi za industrijo, gradbeništvo, o kontinuiteti nadaljevanja gradnje iz spodnje Save na srednjo Savo in tako naprej. Recimo, vemo, da so Nemci že leta 1944 sprojektirali te 3 hidroelektrarne iz čist enostavnega razloga. Ta razlog je bil ta, da so v soteski in ni potrebno nekih posebnih posegov v infrastrukturo. Železnica ostane, cesta glavna Litija, Zidani most ostane, razen mogoče kakšne prestavitve, če bo prišla strojnica na cesto in tako naprej. In je to, bi rekel, optimalno gledano najcenejše. Vendar, to nas izkušnje učijo, vse odločitve v energetske objekte so pri nam politične. Nažalost se določene politične opcije prehitro menjajo, mi bi pa morali za energetske objekte saj planirati na dolgi rok, 15-20 let. Vsaka sprememba na strani oblasti daje neke nove prioritete na te energetike in poruši vse stare koncepte. Recimo konkretno ta nacionalni energetski program, vi dobro veste, kakšna je bila debata, da se je stroka vključila, da se je široka javnost vključila, sem omenil, da je bila tudi narejena ta okoljska presoja, to je zapisano, vendar to ne želi nihče poslušati. Pri nam vsak ima tudi od teh služb, ki bi morale realizirati te zadeve, šanso, da na novo vse od začetka postavlja. Res je, da bi morali ta nacionalni energetski program speljati do konca, to pa pomeni, da bi bil to akt na nivoju zakona, da bi vsaj bistvene zadeve v tem delu, recimo zdaj govorimo o gradnji elektroenergetskih objektov, sprejel državni zbor in na tej osnovi potem zavezal državne institucije
da realizirajo te cilje. Karkoli se bo zgodilo v prihodnje, sigurno se bodo te 3 hidroelektrarne, tako kot sem omenil, zgradile, ker imajo, rekel, največ plusov v primerjavi s katerokoli drugo hidroelektrarno na področju Srednje Save. Vendar mi bomo spet čas gubili za to, da se bomo opredelili do tega, ali bomo gradili, kaj bomo gradili in kdaj bomo začeli graditi. Glejte, drugo zadevo, na katero bi želel opozoriti, je tudi, da na tem relativno majhni reki Savi imamo 2 sistema gradnje. Spodnja Sava, vsaka jim čast, so izpeljali, zlobirali preko Državnega zbora poseben zakon. In v tistem zakonu so točno določeni tudi finančni viri. Energetski del pokriva investitor, koncesionar, infrastrukturni del financira država. Iz vodnega, klimatskega, v rezervi pa tudi še del proračuna. In zaradi tega se lahko v roku tako lepo gradi, zaradi tega je ta okolica tudi tako lepo urejena in zaradi tega bodo te elektrarne tudi zgrajene tako, kot je planirano, recimo do konca 2016 oziroma začetek 2017. Za Srednjo Savo se je vlada odločila za drug pristop, ki ga jaz sem nekaj časa delal preko Rudisa na gradbiščih po Jugoslaviji in tudi drugod po svet, sploh ne razumem. Na osnovi zakona o vodah, vi ste lepo povedali, da ta zakon oziroma to, kar je predpisano, tudi za male hidroelektrarne ne velja. Kaj pa za take velike? Se je podelila koncesija, koncesionar bo dal lastnikom ali pa upravljavcem lokalne državne infrastrukture neko odškodnino in potem bodo ti na osnovi te odškodnine prestavljali, nadomeščali in ne vem kaj vse, ker po zakonu o vodah je bila dana pravica o koriščanju vode za proizvodnjo električne energije, po unem zakonu za Spodnjo Savo je pa zakon o gradnji. In da ne ponavljam vse to, kar je. Jaz mislim, da je to napačno, da bi bilo potrebno imeti en sistem, da je gradnja hidroelektrarn na takem področju, kot je reka Sava, nacionalno državnega pomena in bi moral biti posebni zakon ali za celo Savo ali pa za posamezne dele spodnja, srednja Sava. In tukaj bo, če bo že prišel do faze pridobitve gradbenega dovoljenja, pri sami izvedbi take težave in problemi, da bo morala država na ustrezen, nov in drugačen način ukrepati. Jaz mislim, da je to zakon. Ampak ne glede na to, je treba povedati, da v fazi usklajevanja vseh 3 področji, lokalna skupnost, koncesionar in država, so se lokalne skupnosti, teh 5 občin, za prve 3 hidroelektrarne uskladile z koncesionarjem in državo. In je bil sprejet dogovor, uskladile so se tudi pri naboru projektov, ker je to zelo pomemben del, jasno najpomembnejši del, ker zavedati se je treba, tako kot je bilo rečeno, da gradnja ali pa umeščanje v prostor pomeni ureditev celotne infrastrukture. Tudi ljudje v tisti sredini dajo predvsem 2 vprašanja v ospredje. En vprašanje je nevarnost, ki je treba razčistiti, drugi je pa vprašanje, kaj bi od tega dobili. In minimalno, kar morajo dobiti, je ureditev tega prostora, te državne in lokalne infrastrukture. Tukaj ni debata, ali je to naš ali je vaš prostor, ali je to državno. To je neskupen prostor, ampak največ pa da prebivalstvo tega lokalnega dela in to prebivalstvo jasno mora tudi za to nekaj dobiti. Čeprav tukaj v tem konkretnem primeru jasno je naša zakonodaja preko zakona o vodah, računsko sodišče in tako naprej, da praktično direktno ne moreš nič dobiti, mogoče, če nam bo uspelo z združevanjem sredstev, odškodnina
lokalna državna sredstva in pa evropska sredstva. To je pa zdaj spet velika nevarnost, ker vi veste, da se zaključuje to obdobje 14 in da se odpira novo obdobje 14-20, ko je potrebno sprejeti v te programe za to razvojno obdobje, za evropska sredstva, tudi obvezujoče programe, in če bomo mi zdaj zamudili letočno in drugo leto, potem bomo tudi zamudili celotno obdobje 14-20 in ne bomo mogli, bi rekel, kandidirati za nobena ta sredstva. Skratka, da ta del zaključim. Na eni strani, bi rekel, ekonomsko zanimive hidroelektrarne, saj prve, problematične one v okolju, v okolici Ljubljane, okrog Ljubljane, lahko bi koncesija, ki se daje iz spodnje kote do zgornje kote, pokrivala vse, pridobimo, recimo ena hidroelektrarna plus umeščanje v prostor, to je sigurno 6-7 let, pridobimo na času in potem bi te zadeve lahko to razkrili. Ne, nekdo si je zmislil, da je treba najprvo ponovno izdelati neko celovito oceno tega področja in na tej osnovi potem tudi odgovoriti, kdaj, mislim, kje se bo gradilo in jasno na tej osnovi tudi, kdaj se bo to pričelo graditi. Sigurno je tukaj vprašanje nekaj let. Druga zadeva je zakonodaja in pa ta opredelitev različnih pristopov pri spodnji in srednji Savi. Mi smo tudi poskušali določene zadeve pospeševati, govorim zdaj jasno strani lokalnih skupnosti, tako kot sem rekel, se tisti dogovor uskladil in tudi nabor projektov, celo je koncesionar dal pobudo in si začel postopek državnega prostorskega načrta, vendar se je potem ugotovilo, da dokler ni koncesijska pogodba podpisana, je potrebno tudi ta postopek ustaviti in tudi vse aktivnosti, praktično vse aktivnosti, razen tisto, kar po svoji volji dela koncesionar, je na tem delu priprave državnega prostorskega načrta zastalo. Sem zaključil. Hvala lepa za pozornost. Moram priznati, da smo takrat orali ledino in si tudi približno nismo predstavljali, kako zahtevni postopki so, za kako obsežen načrtovalski postopek gre, kako so te ureditve kompleksne, zahtevne, obsežne, pa vendar smo se zadeve lotili prva v verigi, oziroma ne bom rekla v verigi, ampak prvi načrt lokacijski, ki smo ga pripravljali, je bil za hidroelektrarno Blanca, sledila je hidroelektrarna Krško, nadaljevali smo s hidroelektrarno Brežice, lokacijski načrt oziroma državni prostorski načrt je bil sprejet v letošnjem juliju, tako da, kar se tiče spodnje Save, je od verige ostala za umestitev v prostor le še hidroelektrarna Mokrice. Moram povedati, da državni prostorski načrt je v pospešeni pripravi in se vsi sodelujoči trudimo, da bi ga zaključili v prvi polovici naslednjega leta. Dopoldanskega dela se nisem udeležila, vendar mi je kolegica, ki je bila tukaj prisotna, povedala, da je bilo že veliko povedanega in o spodnji Savi, in o posameznih hidroelektrarnah, in o srednji Savi, in o Muri, tako da sem se odločila, da svoje prezentacije, ki sem jo pripravila za današnji dan, ne bom predstavila, ker bi se ponavljala, pač pa bi izpostavila naše ugotovitve kot koordinatorja priprave državnih prostorskih načrtov, kaj opažamo pravzaprav v zgodovini tega načrtovanja. Veriga hidroelektrarn na spodnji Savi se je načrtovala tako, da hidroenergetska izraba naj ne bi bila edini motiv oziroma edini cilj, ampak je bil cilj zagotoviti večfunkcionalno, večnamensko rabo
celotnega območja okrog hidroelektrarne oziroma obsavskega prostora. Cilji, ki smo jim sledili, so bili zagotavljanje vzdržnega in trajnostnega razvoja, blažitev in prilagajanje klimatskim spremembam, trajnostno in celostno upravljanje z vodnimi viri in pridobivanje energije, potem varovanje naselij pred poplavami in škodljivim delovanjem reke Save, potem varovanje kmetijskih zemljišč pred vedno pogostejšimi sušami, zagotavljanje vode za bogatenje nizkih pretokov in ohranjanje okoljske funkcije, vzpostavitev plovnosti reke Save do Brežic in ne nazadnje z vsemi temi ukrepi izboljšati kakovost bivanja na tem območju.